to mora biti verjetno nekaj nepopisljivega. Stati na podiju, dobiti kolajno. To je nek občutek, ko rečeš v življenju, wow, če si zadam neko vizijo, če dam dušo in srce, vložim vse tisto, kar imam, je res vse dosegljivo. Jaz sem zdaj vizualiziral cilj. A res? Slasten sendvič. Pa ni več to klep. Nima veze, kaj je zdaj. Važno, da je dober. Ja, takrat si že študirala možgane. Iz kje pa ta ljubezen? A čisto po resnic povem. Ja, če imaš ful dobro zgodbo, ki si jo lahko zmisliš. Zdaj pa jaz si dam rada tole malo glasuro, čisto za feeling malo. In sem dala kapco pa očala dol, sem pa šla do trenerja, takrat sem v San Diegu trenirala, sem rekla, konc je. Tako sem pa imela splanirano celo svojo prihodnost in sem vedela, da je psihologija moja naslednja strast in skočila v nov bazen. Lepo pozdravljeni. Gledate ali poslušate Šparov podcast Po mojem okusu. Niz pogovorov z zanimivimi gosti, ki nam bodo predstavili svoje raznolike življenjske sloge in nam pripravili slastne sendviče. No, vsaj meni, vi si jih boste morali pripraviti sami po njihovih receptih. Danes pa z nami plavalka, evropska prvakinja, 3-kratna udeleženka olimpijskih iger, olimpijska podprvakinja, performance psihologinja, trenerka čuječnosti, avtorica namiznega orodja, opomba pod črto, za namizno igro od San do cilja pravi, da ni družabna igra, ampak psihološko orodje. Tako da lepo pozdravljam v naši družbi Saro Isakovič. Živjo, lep pozdrav, hvala za povabilo. Z največjim veseljem. Sara, povej. Glede na to, da snemamo tole mogoče kakšen dan preden bodo to ljudje videli v jeseni, smo te potegnili mogoče ravno kar kje iz vode ali si bila v kakšnem drugem elementu, preden si prišla sem? Ja, z vode ne, zato ker sem na morju že bila, sem pa pravkar prišla z Pariza. Sem šla gledati olimpijske igre. Nisem mogla zamuditi olimpijado na evropskih tleh, tako da sem še pod vtisom olimpijade. In kako je tisto pravzaprav, ko prideš tja, ko začutiš to tekmovalno vzdušje, a obstaja še kakšen tisti srbež, o moj bog, jaz bi se pa tudi še vrgla v vodo z njimi? Ne, tega ni več. Tega ni več, zato ker vem, kakšen trud je potreben za to, da stojiš na tistem kamnu in da potem oddelaš svoj maksimum. Se pa spomnim vseh tistih najbolj luštnih zgodb, ko smo športniki se družili v olimpijski vasi, pa po prvenstvu tudi šli malo žurat. Takih zgodb se najbolj zapomniš. Tako da obujam pa te spomine. No. Koliko je mogoče, če še preden greva na začetek, ampak ravno to, ko smo pri olimpijadi, koliko je pravzaprav tudi druženja mogoče, tukaj bi rekel, ne samo med ljudmi, ki so v istih disciplinah, ne, ampak verjetno izkoristite to pravzaprav, da spoznavate pravzaprav tudi ljudi iz drugih področij, iz drugih panog, s katerimi se sicer ne bi srečevali. Tako, zato je pa olimpijska vas, zato da smo vsi skupaj na enem kupu. Moram povedati, da res da nekdo misli, kaj se dogaja v olimpijski vasi. Mi se noro fokusiramo na svoj štart in takrat, ko je konec, si prvošmo malo druženja. Je pa res, da vmes srečavaš 2 metra velike, 1,30 m velike, široke, močne, suhe, tenke, dolge ljudi, ki se lepo sprehajajo po olimpijski vasi in veš, da so to najbolj vrhunski in največji šampioni tega sveta. No, tako da je to velik privilegij in seveda, če hočemo se pa s kom malo združiti ali pa zbondati, potem si pa menjamo značke. Tako da, če ti kdo všeč, a to si vedel? Ne, daj povej. Jaz sicer nimam značke, da bi doma dal ženi zdaj, ampak povej. Dobiš svoje značke, svojo zastavico recimo, mi imamo slovenske značke in če ti kakšen tako športnik ful všeč, prideš do njega pa rečeš, a lahko zamenjava značko. To je tisti nivo, a veš, otroška simpatija. Ja, tako. Na tak način se gremo to. Ali bi vzel mojo značko, da ne mogoče obkroži? Ja, tako da to so najlepši spomini, seveda zame tudi iz Pekinga.
tako podoživljam, jaz vsakič, ne glede na to, ali je to slovenska zlata medalja, ali to osvajajo drugi, tudi moji prijatelji, kateri še plavajo, ali pa kjerkoli drug športnik, jaz tako jokam, ker so oni na tistem podelitvenem odru. Zato, ker res sočustvujem s tem uspehom in vem, kaj to pomeni. Tako da, sam jokam skozi sem ganjena od teh uspehov. To mi tudi ful veliko pomeni. Tako da jaz obljubam, da bom jokal, ko bo sendvič tako dober na koncu. Se približa. Ampak dajmo mogoče zdaj skočiti na začetek. Se pravi, na majhno Saro, ki se odloči, da bi bila pa plavalka. Običajno je tako, se pravi, da tudi otroci običajno pač se začnejo ukvarjati s športi, ki so jim priča doma. Se pravi, ti si imela tudi plavalstvo, kaj v družini? Ja, sem imela, Moja mama je bila plavalka in želja je bila seveda, da svoje otroke, imam brata dvojčka, da naj ju nauči plavati. In zato, ker smo živeli po celem svetu, od 3. leta naprej v Maleziji, Indoneziji, sem bila več ali manj skozi v bazenu. Jaz sem vzljubila vodo in to tekmovalnost, zato ker nisem nikoli pustila, da me bratec premaga. Tako da, neka taka lepa popotnica za življenje. Mami sicer mislila samo tako naučila jih bom plavati, da bosta znala plavati. Ampak se je kar hitro pokazalo, da so oba dva tudi kar talenta, da imava ta občutek za vodo. Da je za vodo. Ampak ravno to pač, na kateri točki se pa potem zgodi preskok iz tega, wow, super mi je plavati, v to, zdaj sem pa pripravljen, jaz vem pač, ko sem imel v gimnaziji pač ljudi iz paralelek, mogoče ne toliko plavanje, tudi vaterpolo recimo v Kranju, ki je bil pač, se vedel, da oni so prišli zjutraj, vsega, mi smo pa zdaj že uro, dve v bazenu oddelali, kje pride pravzaprav, kje je ta klik, da rečeš pač kot otrok, ti je bolj zanimivo ali brati knjige, gledati TV, danes viseti na internetu, Kaj je tisto, da si pa rečeš, ne bom vsak dan šla na trening? Ja, mene je gnala ta vizija najbolj od 12. leta naprej. Tako sem nekako jemala plavanje. Mislim, tako, ne vem, po šoli greš na trening. Sploh ni bilo debate, zato da smo se malo razmigali. Pa od 12. leta naprej sem pa jaz imela tisto vizijo, ko sem gledala Sydney olimpijske igre, sem rekla na glas, mami, tata, jaz grem na naslednjo olimpijado. Tako da takrat je bila to kar odločitev. To sem jaz rekla, da en dan, naslednje olimpijske bom jaz tam. In sem se odločila in predala temu treningu in sem bila potem res tam. Na olimpijskih igrah, to je pa olimpijske sem bila 2004. Ampak mogoče še te začetke, se pravi, ti si vizualizirala, ti si hotela, koliko imaš pa mogoče zdaj tudi pa izkušenj, ker tudi delaš zdaj kot psihologinja, tudi z mlajšimi, pa to, koliko je pravzaprav tukaj nekje tega preseka med dejanskimi željami otrok, kot očitno pri tebi je bila, ta iskrena želja in tega pravzaprav, kjer pa mogoče starši želijo nekaj živeti skozi otroke in jih potem silijo. Koliko je pravzaprav to sploh, a je lahko produktivno, ali je samo kontraproduktiven ta pritisk? Zelo veliko je tega, ta drugega, kar si omenil. In jaz to čutim potem, ko kakšen starš pripelje otroka takole pred mano, pa reče, Sara, motiviraj ga. In seveda dam dušo in srce za tega otroka, da mu malo olajšam življenje, nikakor pa jaz ne morem siliti otroka v to, da zdaj mora imeti želje, da pa more doseči nekaj več. Jaz razumem starše, oni vlagajo čas in trud in energijo in denar v svojega otroka, zato da pa mogoče bo kakšen rezultat. Ampak to je čist napačen pristop. Res. Jaz vabim starše, lepo vas prosim. Otrok sam mora pokazati to željo, zdaj seveda, kdaj ga je treba spodbujati, ko rezultatov ni, mora razložiti, da je to nek proces, da več ali manj večino časa rezultatov ni, da ti vrhunci pa pridejo vmes in zato je vreden vztrajati in trenirati. Sem imela srečo doma, da je bilo to vse ena velika igra, da smo trenirali, zato ker sem bila rada tekmovalna, potem pa seveda v mladinski kategoriji, ki malo začutiš, greš na mladinsko evropsko prvenstvo, pa dobiš reprezentančno opremo, pa misliš, da ti res rad, začutiš wow, rada bi bila del tega, nekaj večjega. In če to od otroka ne pride, je toliko pritiska, toliko pričakovanj, da so ti otroci ful tudi anksiozni, zategnjeni in ni užitka več v športu. Tako da to kar nehajte takoj. Poslušati otroke. Mislim, zdaj otrok hiter se... Se lahko je jasno, tudi bo kdo ne da si, ampak mislim, da se vidi, kjer je
A ne? Če reče otrok, ne da se mi, mu samo rečeš, glej, sezono bomo dokončali do konca, ful pomembno, da starši rečejo otroku, zastavi si en cilj, kaj bi rad v tej sezoni še dosegel, pa se bomo pogovarjali naprej. In ponavadi, ko otrok zastavi ta cilj, ga verjetno tudi doseže, je pa čisto naspidiran in sploh ne neha. Ja, se pravi, kako zgraditi, kako ga prepričati, da najde. Ne? Pa zdaj, ti si tudi, ko sem gledal malo, se pravi, te načini, kako si vizualizirati stvari, pa to ne. Si postaviti cilje, je bila ena od teh, bi rekel, sistemov je tudi ta nek dream board, ne? Se pravi, neka vision board. Vision board, se pravi, da si daš ti slike, kaj želiš doživeti, kaj to. A si to pravzaprav kasneje skozi študij psihologije prišla do tega, ali si tudi že sama, ki si bila, se pravi, 12-letna, ki si rekla, jaz bom pa na olimpijadi, si že kje risala Saro s kolajnami pa dajala na steno? Ja, točno tako je bilo. Ja, nisem rabila nobenega študija psihologije, jaz sem v to tako globoko verjela. In zato, ker sem rabila to imeti za motivacijo, ko se vrnem domov v svojo otroško sobo, pa ne glede na to, koliko je bil slab trening ali pa slabo tekmovanje, da jaz vidim ta svoj cilj, kam sem usmerjena. Tako da sem v bistvu imela narisano medaljo okoli svojega vratu in napisan tudi svetovni rekord. Tako da, ko je mami noter prišla v sobo, tisti dan je rekla, svetovni rekord boš odplavala. Pa jaz tako pika, brez dvoma. Tako da meni je to pomagalo, zato da sem se spominjala tudi 4:45 zjutraj ali pa zvečer, preden sem šla spat, kam grem, zakaj delam to, kar delam, ker to je toliko mučenja. To, če bi vedeli ljudje res, kakšno je to mučenje, koliko je to solz, koliko je to trpljenja. Zelo težko bi kdorkoli drug ostajal 4:45 vsako jutro 20 let. Jaz sem tudi poslušal v enem pogovoru, ki si ga imela pred leti, si rekla pač, da problem pri plavanju je to, da ti, če 2-3 dni ne greš v bazen, da zgubiš občutek za vodo. Kaj je ta občutek za vodo? Mislim, šla plavat naslednjič. Mislim, jaz lahko lebdim. Super, lebdim, ja. Že to je veliko. Pa sam še tehniko osvojiš. Veš kaj je? Plavanje je toliko specifičen šport, ne glede na to, koliko si ti fit na kopnem, mi rečemo na kopnem, nikakor ne preneseš tega fitnessa v vodo. Zato, ker moraš ohranjati konstanten kontakt z vodo, zato da imaš ta feeling, temu te rečemo, to je ta občutek v vodi, ki že, če v soboto zjutraj zaključiš trening, pa je naslednji v ponedeljek zjutraj, gre roka kar skozi vodo. In rabiš en cel dan, skoraj cel ponedeljek, da prideš nazaj. Če si pa 3 tedne ven iz vode, pa rabiš dobre 2 meseca, 2 do 3, da prideš nazaj, približen v tako formo, kot si bil recimo v poletni sezoni. V bistvu celo leto gradiš nazaj to kondicijo. No? Res ne moreš privoščiti. Ne moreš si privoščiti. Ampak ali si lahko recimo na poleti rečeš, delaš lažje treninge, ali morajo biti skozi, pač da ohraniš občutek, ali moraš skozi na polno hoditi? Ne, na polno ne, važno, da so vod. Da je. Ja, no pa da plavaš, ne moreš lebdeti. Enega mrtvaka tlele, pol ure imamo narejenko. Ja, toliko ne gre. To ni. Ampak mogoče ena stvar tudi zdaj prevodi. Za letošnje olimpijske igre sem bral komentarje, da so na 100 metrov prosto, da so zelo, če primere, da ne bi prišli niti v finale v primerjavi pred 8 ali 12 leti, in so bili neki komentarji, da je to pač počasna voda. A se res lahko voda razlikuje toliko? Bazen je počasen. Ja, Francozi so kar na polno zasrali. Šparali so, koliko vode gre v bazen, zdaj so malo, šparali, pač niso hoteli toliko vode porabiti. Jaz ne vem, kaj so delali, in so zelo nizek bazen zgradili. Ponavadi je bazen 3 metre globok, ta je pa 2 metra. In to je ogromna razlika. In če ni 3 metre globok, je 2, se ful večji valovi delajo. In ker so večji valovi, je večji upor. In zato plavalci toliko počasneje plavajo. Neverjeten, res. Niti enega svetovnega rekorda ni bilo še na letošnjem. Če primerjamo s tvojo kolajno, kjer ste pa pravzaprav 3 plavalke
popravile svetovni Tako? rekord. Res Ne? je. Ko je pa to, se pravi, dosegla si svetovni rekord, ampak v tistem trenutku Ni bil moj. ni bil Ni bil moj. svetovni rekord. Ja, ni bil moj, zato ker me je Italijanka prehitela za 9 stotink. Ampak je bila pa Kitajka za mano 5 stotink. Tako da sem zelo vesela, da sem bila tam neko mes. Ja, plavale smo, sicer jaz pa Italijanka so le pa prvi ženski pod 1,55. Jaz sem si napisala svetovni rekord 1,55 nič na steno, pa sem pa plavala 1,54,97. 3 stotinke sem šla hitreje. Wow. Jaz sem pa prišla sem domov, pa sem rekla, zakaj si nisem napisala 1,54,50. Če bi si napisala 1,54,50, bi bila zlata Bi bilo, mogoče. ja. A veš, ti moraš definirati, kaj hočeš v lifeu. Jaz si tudi nisem upala predstavljati zlate olimpijske medalje. Jaz bi mogla v glavi slišati "I'm the Olympic champion". Jaz sem slišala "I'm the Olympic medalist". Tako da vem za naslednji life, da moraš biti kar face moraš konkretno definirati. A veš, do kam hočeš priti. Kako bi se pravi, to je želja, potem se pravi, ki se je od Sydneyja, se pravi od leta 2000, potem 8 let tlela, Tako. gorela, Tako. vsa voda v njej je nikoli pogasila. Ne? In kako je pa pravzaprav to mora biti verjeten nekaj nepopisljivega, stati na Ja, se je. podiju, dobiti kolajno. Ja, biti. res je. Ja, to je nek občutek, ko rečeš v življenju, wow, če si zadam neko vizijo, če dam dušo in srce, vložim vse tisto, kar imam v tisto nekaj, je res vse dosegljivo. In to je bil zame najlepši občutek, ker sem vedela, kakšna popotnica za življenje. Se pravi, je v mojih rokah, jaz lahko kreiram svojo prihodnost, če se odločim, kam grem, pa do kam bom šla. A ne? In v športu se to vidi. Ker če nimaš ti dobro, mora biti močna notranja želja, ampak ta želja mora biti potem definirana v cilj, ne moreš ti si sam želeti. Res bilo fajn. Ja, A ne, to je bilo pa res dobro, a fajn. ne? Da jaz pridem do trenerja pa mu rečem, veš, Miha, fajn bi bilo olimpijsko medaljo dobiti. Pa bon rekel, ja res, fajn bi bilo. Kaj pa naredila, a ne? Ja. A ne, tako da res je v bistvu dosegla bom. Tako, ni dvoma, se odločiš se. A ne? In tako sem zdaj, mislim, od svojega 20. leta do zdaj 36. tako pristopam življenju, zato ker je vse na meni. Jaz sem odgovorna za svoje življenje, v tistih svojih okoliščinah, kjer sem. Ja, to je bilo nekaj najlepšega. Najbolj zanimivo je pa to, ker takrat nisem to tako čustveno podoživljala kot danes. Tako da po 16 letih, ko gledam te posnetke nazaj, mi solze tečejo. Takrat sem pa rekla, to je to. Ratal, ja. Ja, seveda, sem tokrat to si predstavljala v glavi. Takoj, ko sem bila tam, sem rekla, evo, gremo samo še enkrat skozi. A veš to, kad sem vizualizirala to. Kako je pa bilo težko pravzaprav, ker na neki točki vidiš, da mogoče ne gre več, da telo ali karkoli pač, da ne, se pravi, tako kot ti, a ne, ker si imela še načrte, se pravi, pa si bila še ne itak v Londonu, še 12, ne? Ja, London, ja. V Londonu, pa še si hotela še Rio, ne? Ampak, Bravo, ja. koliko je to pravzaprav, da se spoznaš, da sam pri sebi rečeš pismo, Ali ne gre, ali ni več, koliko je tle nekaj, kar je pravzaprav toliko dolg časa, del tvojega življenja, da kar naenkrat odpade. Ja, jaz sem imela najbolj miren feeling na svetu, tisti dan, ko sem bila na tekmi in meni pred štartom ni več bil srce. Jaz sem imela 0 pulza, na tekmi 0 pulza. In jaz tako, tole pa ni dober znak. In potem sem odplavala tistih 200 hrbtno, kada sem na morju. In sem si sred tekme rekla, to je to. In sem dala kapco pa očala dol, sem pa šla do trenerja, takrat sem v San Diegu trenirala, sem rekla, konc je. In je bilo konc. In tako jaz, konc je. Tako da je prišel ta trenutek sam od sebe in vedela sem, da če meni srce ne bije pred štartom, Ni več ni to tega. Ni to. Tako da sem imela full miren feeling. Tako sem pa imela splanirano celo svojo prihodnost, takrat sem delala že raziskave možganov, pa bila vpletena v cel ta research v San Diegu in sem vedela, da je psihologija moja naslednja strast in skočila v nov bazen. In ta prva stvar si dala budilko navila največ ob 3:30 zjutraj. Jaz, a ti samo nekaj povem. Ja. Tisti teden ni bilo več jutranjega pa večernega treninga, se pravi, cel petek sem bila frej,
Pa sem bila pa še vikend frej. In sem bila 3 dni frej in sem mislila, to je, da sem že 3 mesece frej. Ja. In prvič, to nam nikoli pozabila, sem rekla, wow, koliko sem jaz frej. Ja, in je bilo zakon. The In sem šla best, na plažo, malo uživati. V vodo. Ne, Ne, na pesek. sam na pesek. Ja. Možgani, Ja. psihologija, kje se je pa to potem? Se pravi, zdaj si že omenil, da takrat si že študirala možgane. Iz kje pa ta ljubezen? Ja, a čisto po resnici povem. Ja, mislim, Ja. če imaš ful dobro zgodbo, ki si jo lahko zmisliš, lahko tudi to poveš. Veš, da rečeš, nekoč sem bila v bazenu in si mi prikazal Aquaman in rekel, ti moraš možgane študirati. Jaz sem bila zaljubljena že tako v psihologijo kot športnica, zato ker sem sama doživljala to moč svoje glave, res od 12 leta naprej. In sem tem sama eksperimentirala in pri 14 letih začela meditirati, vizualizirati, tako da sem bila čist nek budističen monk že pri 14 letih in sem vedela, pač tukaj je nekaj na tem. Ne? Pa sem pa šla na Berkeley in na Berkeleyju tisto prvo leto ne rabiš definirati področja, v katerem boš še diplomiral. Ne? In pač svojemu statico se jaz po Berkeleyju sprehajam, pa on meni reče, ljubavi, ti si mnogo dober bullshitter. Reče, tako, on reče, pač tebe ljudi mnogo vole in ti mnogo voliš ljude. In to je res, se pravi, jaz imam zelo rada ljudi in nekako pač vidim, da me imajo ljudje radi in zato, ker rada veliko govorim, da bi bila psihologija dober študij zame. Še dobro, da ti ni pa povedal res v slovenščini, ker pa danes ne bi bila psihologinja, ampak bi delala na nakladalki. No in poj sem naslednji dan upisala študij psihologije. Res, to je bilo tako sicer. Zdaj se vsi umirajo od smeha v studiu, vidiš ti to? Ne se, ampak vse super, a veš, lej. Ja, tako da v bistvu je bilo res tako, da moj oči res moj velik idol in mentor v življenju in skozi te najne pogovore jaz začutim, kaj je res, kaj ni res, kaj zame in takrat sem imela njega kot vodjo, ki je videl neko področje zame in res je čista pravo področje. In ti si mu tudi na nek način vrnila, ker si potem pač začela ukvarjati tudi z psihološko pripravo pilotov. Ne? Jaz sem pogledal ta tvoj TED Talk, to bom povedal tako, da poiščite od Sarin TED Talk o pilotih, se pravi že skoraj 10 let. Mislim, da kar je ta pogovor bil posnet, oziroma govor, in je super, pravzaprav, kako všeč mi bilo to, se pravi zdaj, govoriš o tem, kako piloti delujejo v trenutkih stresa in tam je bilo super, ker si rekel, pač, da v trenutku stresa, pač, če ti nisi pripravljen, pač možgani ne ločijo, ali te napada lev in si zato v stresu, ali si pač v simulatorju leta. Tako? In imaš ta, se pravi, flight or fight. Fight or freeze, ja. Beg, boj ali utrplost. Tako. V bistvu mehanizem preživetja, ki te v tistem trenutku hoče rešiti od te situacije. In zdaj, če ti možgane toliko ne natreniraš vnaprej, to moraš oblikovati možgane tukaj in zdaj, zato da bojo pripravljeni v tistem ključnem trenutku. Se pravi, da bojo že neki mehanizmi, da bo napeljava taka, da bom toliko budna, vklopljena, prisebna, da se bom zavedala okolice in sama sebe, se pravi, kaj se dogaja tukaj noter in kje se v bistvu jaz nahajam, zato da potem jaz lahko se odzovem na način, ki je zame najbolj produktiven. Jaz, če dovolim, da me stres močno ugrabi, tako fizično kot kognitivno, ni performansa. Piloti kar naenkrat več ne slišijo. Oni ne slišijo niti kopilota, niti kontrolorja. Oni več ne vidijo, zato ker je tak tunnel vision, rečemo, da se fiksirajo na eno točkico. Nimajo tiste širše perspektive. Lahko avtomatično, motorično reagirajo napačno. Instinkt je, da vlečeš nos na gor. Ja. Ampak če ti hitrost pada, moraš nos obrniti na dol, od aviona nos. In oni si mislijo, dajmo avion gor v zraku zadržati. Ne zavedajo se pa tega instinkta, kako so povlekli komande procep. Tako da ti moraš biti noro ozaveščen v tistih trenutkih. In piloti, ker imajo od zadaj 500 potnikov, vsaka sekunda šteje. Tako da ja, jaz sem pri Emiratih delala cel svoj mentalni trening za pilote. Še vedno je to malo tabu v aviaciji, ampak vsak vidi zdaj, da
rabijo imeti načine in orodja, kako se psihološko opolnomočiti, zato da bojo za te trenutke pripravljeni. Če jaz prav razumem, to je na nek način, kako ti ta plazilski del možganov majhen poglediš, pa rečeš, v redu je. Tako, v redu je. Ja. Jaz rečem, v redu je, ne napada na jalev, samo bazen je, samo olimpijada je. Se pravi, interpretacija zunanjih dogodkov, notranjih dogodkov izredno pomembno in v bistvu, kaj kaže cela nevroznanost in raziskave, ki sem jih delala v San Diegu, bolj ko je človek buden, večjo sposobnost ima prepoznavanja in ker jaz prepoznam, kam so šle moje misli, kaj se dogaja v telesu, kako plitko diham, ko enkrat prepoznam, takrat lahko šele spremenim v svojo korist. Če jaz prepoznam, da plitko diham, rečem, tole pa ni dobro, začnem lahko potem globoko dihati. A ne? Dobiš vse izvršilne funkcije nazaj, zato da sam sebe v tisti situaciji lahko obvladaš. In psihološka odpornost je v bistvu to sposobnost samovladovanja. In ta termin tudi čuječnost, ki ga uporablja. Se pravi, čuječnost ni neka eteričen termin, bi rekel, neki ljudje, ampak je dejansko, kaj se pravi, kako zavedanje. Zavedati sebe v trenutku, kje si. Tako, recimo, kdo se lahko zaveda samega sebe? Otroček, ki gre pred tablo v šoli, se zaveda, kakšne ima misli. Joj, tole mi našlo, ne vem, če vem, a sem redi, nisem redi, sigurno me vprašala nekaj, kar ne znam. Se pravi, ti ozaveščaš med tem, ko hodiš od stola do table, ozaveščaš ta notranji samogovor, dialog in rečeš, hvala lepa misli, tako, ko ste prišli, tudi pejte stran. Moj fokus bo na tem in tem. Se pravi, jaz se odločam, kako se v tem trenutku, kako se sama sabo pogovarjam. Recimo tenisačka igra in je lihkar dal v out, pa ta točka je bila skoraj da ne match point, se za glavo drži, na polno, mogoče lopar udar. Če se jaz zavedam, kakšen nagon sem dobila, da mi lopar udarila, pa da vem, da to ni koristno, ker bo nasprotnik izkoristil, rečem, po koncu brada gor, rame nazaj, globoko dih, gremo naprej. Se pravi, jaz imam popolno kontrolo, kako se odzivam na tisto, kar se dogaja znotraj moje glave in telesa, in to je lahko kirurg, to je lahko gasilc, to je lahko učiteljica v šoli, jaz pa ti v službi, mamica z otročki, kdorkoli, ki ga recimo neka neprijetna, neudobna, neznana situacija predram, vrže stira, kognitivno, fizično in potem ti hočeš se vrniti nazaj v svoj optimalen performance. Prav, kako temu stresu nekako ubežati? Recimo, jaz sem mojster, jaz običajno rabim stres za ustvarjanje. Jaz moram videti datum, kdaj imam za oddati kakšno stvar, pa znam, da kaj reč, to je še 3 tedne, to ni treba se še zaide. Pa, ko se pa bliža, je pa moj bog, se pravi, toliko moram natipkati, zdaj imam glih še čas, takrat pa začne rabaš malo puša. Ja. Super, sej nismo rekli, da je stres slab, stres je noro dober. Zdaj, do kere mere, največja težava je v tem, da ljudje grejo v ta adrenalin, kortizol. Hop, od jutra gremo gor, super, aktivacija, gremo, služba, komaj čakam, trening. To je domišljijski, služba, komaj čakam, to mislim, da, a je kdo... Valjda sem jaz, I love my job. Ampak, veš, greš gor, pa ljudje nikoli ne grejo nazaj, se pravi, simpatični živčni sistem, ljudje pa nikoli se ne vrnejo na parasimpatičen živčni sistem, da pomirijo telo, da zbistrijo glavo. In oni so tukaj gor. Iz dneva v dan, mesece in leta, in poj sam crash in kakšen močen burnout. In zato rabimo psihološke tehnike, zato da si olajšamo življenje in podaljšamo kvaliteto življenja. Ker dolgoročno to lahko vodi do hudih bolezni. Tako da, mi se pogovarjamo recimo o top performancu na mojih predavanjih, ampak gre se za to, da si zdrav, stabilen, da ti prijetno tukaj noter. Na nek način, da se znaš ustaviti. Tudi ustaviti, prizemljiti, ustaviti, zbistriti glavo, imeti malo možnost razmišljanja, kjera odločitev dobra, kjera ne. Veš, ljudje so zelo tako robotsko na enem avtopilotu in se ne zavedajo. Meni je tako žal, oni se niti dihanja svojega ne zavedajo. Veš, koliko je pomembno dihanje. Za željo po preživetju kar pomembno. Ampak tudi način dihanja. Jaz sem kako je Ti tudi veš.
kako vdihniti, kako se umiriti, kje pravzaprav prepono uporabiti. Okay, to sem se jaz tudi moral tudi zaradi glasu naučiti. Seveda. Da ni Ja, točno to. Ja, sam se imajo v biznisu, ljudje imajo prezentacije, imaš klienta na telefonu, ki ti povzroča stres. Če ti hočeš suvereno, odločno nastopati v tistem trenutku, dihaš nujno s prepono, zato da zveniš bolj prepričljiv. Ali pa učiteljica v razredu. To je za vse nas. Ali pa mamica, ki se otrok meče po tleh. Dihaj. To so vsak misel, to je pa neka nevroznanost, to so popolnoma res taka čist simpel orodja, ki nažalost trenutno še niso v šolskem sistemu, da bi vsak človek nekako se opremil za življenje. Kdo te oprem za življenje? Noben, razen starši, če imajo to znanje, ali pa te šport, če je že v športu ali pa performancu, glasbeniki, baletniki, te vrže v to, ker nimaš druge izbire, kakor da uravnavaš vse tisto, kar se dogaja tukaj noter. In zdaj vprašanje, kje nam na tej poti, pa se pravi, tale tvoja namizna igra, ki ima oziroma, kako smo rekli, orodje. Ja, orodje. Orodje v obliki namizne igre. Od sanj do cilja. Se pravi, kako to lahko pomaga v teh primerih? Se pravi, ali nam pomaga ozaveščati stvari, ali to je pravzaprav kako prepoznati svoje cilje, kako se jih zastaviti, kako priti do njih? Ja, to je psihološko orodje v obliki namizne igre. Za nalašč smo to tako naredili, zato ker, kot vidiš, tukaj je v bistvu tak board game, taka igralna plošča, zato da malo približamo proces ljudem. In ta igra, lahko v obliki igre, je namenjen temu, da človeka sploh nauči, kako pravilno zastaviti cilj. Ljudje si ne znajo pravilno zastaviti cilje. Redko kdo reče, ja, bom začel telovaditi. Kdaj? Ja, jutri. Ali pa rajš naslednji let. Se pravi, to mora biti splaniran, definiran, cel plan narejen, kako se bom jaz lotila tega procesa, da bom potem ta cilj tudi dosegla in v bistvu celotna igra, proces ti omogoči, da vsak delček daš na mesto, pa ne samo zastavljanje ciljev, ampak tudi uresničitev ciljev. Uresničitev ciljev pa temelji na psihologiji. Tako da ta drugi del igre so pa psihološke tehnike, kako opolnomočiš k sebe, s motivacijo, samozavestjo, s tistimi pravimi orodji, ki so pomembni, da premaguješ izzive iz dneva v dan. Ker nič ti ne pomaga, da si daš cilj, začel bom telovaditi, pa naslednji dan dež pada, pa rečeš, lih danes, ne da sem pa do fitnessa hoditi, kaj daš. Pa tamle, če greš v hrib gor, boš padel, nek si spotaknil, rešilc bo mogel prideti. In če ne ozaveščaš svojih misli, kako se prepričuješ v tisto neko drugo smer, boš težko hodil v tisto zaželjeno smer. Tako da, ful sem ponosna na ta produkt, v Sloveniji je bil tudi zelo popularen, zdaj pa delam na vseh drugih področjih. Super. Sara, najlepša ti hvala za ta prvi del najnega druženja. Jaz sem zdaj vizualiziral cilj. A res? Slasten sendvič in mislim, da vem, kako bom prišel do njega s tvojo pomočjo. Super. Sara, glede na to, da ste plavalke in plavalci začenjali zelo zjutraj zgodaj treninge, pa verjetno tudi na poln želodec je težko karkoli delati. Ampak kako je bilo to recimo zajtrki? Nekaj bilo pa verjetno vseeno treba prejesti, da nisi omagal na 16. dolžini. Jaz sem čisto vsako jutro 4:55 jedla tuno. Aha. In jaz, ko včasih to povem na glas in si mislim, mogoče to sploh ne bi smela povedati na glas, meni je zjutraj toliko pasala tuna. Vizualizirala, zdaj bom plavala kot tuna. Jaz ne moram verjeti, jaz to danes več ne delam, ampak to je bilo res 10 let. Noben me ni silil, to mi je ful pasalo, tako malo slano, ne vem, malo tako, da sem imela feeling, ok. Ne vem, če je to zdrav vsak dan tuno. Mislim, a so kakšne plavuti zrasle? A te lovijo v Atlantiku mogoče? Ne, tako da preživela sem, tako da vsi smo vse jedli, veliko smo pa res pojedali. Tako da to drži za plavalce, da veliko jemo. Ok, povej, kaj imaš v načrtu? Tako, naredila bova en čist tak preprost sendviček, ti lahko ponudim? Seveda. Evo, izvoli. A bova delala tako fake sendvič brez pokrova ali s pokrovom? To je pa po želji. Če si bolj lačen, da se bolj naješ, pa si daš gor še eno. Super. Tako. In zdaj, ko imamo tele odprto pesto,
vsak dan, jaz si dam rada takole čist, mečken. Zdaj ti po želji, kakor ti paše, pesto je dosti močen, tako da jaz si ga dam bolj mal, lih tok za okus, kakor ena taka omanjca od spodaj. Pa bova pa z avokadom nadaljevala. Zdaj, a greš kdaj v trgovino, pa na polno prešlataš avokado? Ja, veš kaj to? To je matura. Kaj? Zrelostni preizkus. Ej, tale je full fajn mehak. Okay, ta je še malo čvrst, ta je za 2 dni. Čeprav najdete avokado, ko ponovadi rečeš, aha, to bo jutri, potem naslednji dan prideš in ješ. Tale je polovička zate, Aha. tale bo zame, jaz si ga rada malo kar speštam. Se pravi, skoraj da že guacamole. Ti si pa full, ti greš pa na fancy varianto. Ja, mislim fancy, no, lej to. Niti ena rezina ni iste debeline. A lahko z roko. Jo, seveda. Se imava čiste roke. Takole malo paradajska. Si jih umila v bazenu prej. Ja, sem. Zdaj pa, evo, mozzarele, kakor ti paše gor. Jaz sem totalen fan stracciatelle, se pravi tega notranje file, ki jo lahko tudi dobiš posebej. In to je recimo meni super stracciatella, mortadela, pa zdrobljene pistacije gor. To je pa dober. Kdo ti pa tukaj najboljši sendvič naredil? A se spomniš gosta? A imate kakšen kontest? Kdo v bistvu najboljš naredi? Nimamo bazilike si malo utrgi. Sicer tako, ampak super mi je, ker imamo, ne vem, od tega, ne vem, kaj tadej Golob naredil enega tazga, čist osnovnega, kaj je dal sam kruh pa feferone, pa sir. To smo imeli. Ne vem, meni se zdi sicer Uno bi rekel nuška do zdaj, ki je imela res tako, ki je bil tak branč že sendvič. Uno, ki ga moraš kar z nožem pa vilico jesti. Wow, to pa tudi paše, a ne? Ampak tudi tole bo sveže za tele dneve, bo meni se zdi super. A ne da? Zdaj pa jaz si dam rada tole malo glasuro, čistko za, tako, veš, za feeling malo, tako, za malo kras. Zdaj, po želji boš dal še pokrovček gor ali ne? Ampak tam, ker ful je lep. Res je tako, da bi ga človek kar zagrizel, ampak se pa bojim, kaj se bo zgodilo, ker ga nesem v usta, da bo... No, pa izvoli. Zbom, evo takole. Češ, pa ni več to klep, kaj. Nima veze, kaj je zdaj. Važno, da je dober. Ja. Wow, ok. Evo, super. Ja. Jaz ti bom zaželil dober tek, jaz ti bom tole. Ja, zahvalil se ti bom za danes, za klepet, ki je bil super sproščen in ti želim na še veliko izboljšanih performansov ljudi, ali kako se pravi, uspešno delo. Uspešno delo s svojimi performansi, najlepša hvala. Zato sem pa šla v Slovenijo, zato da naredimo revolucijo. Evo. Ja, na tem področju. Veš, kaj pravijo, vsaka revolucija se začne s sendvičem. A res? Ja. Dober tek. Ne se ta začne s sendvičem, dober tek. Da vidimo. Nis ga dosti stisnil na koncu. Tako da bom dal da se ne bo videl, da mi je avokado dol padel. Jaz znam jesti kot odrasla oseba sicer.